Um, bom sam, nadaljevala tukaj, a ne. Jaz mislim, da je praktično nemogoče, da se na takih potovanjih znotraj družine ali pa znotraj sopotnikov trenja ne pojavljajo. To pa preprosto zato, ker, razmere, v katerih si, niso idealne z vidika ni samo udobje, nisi vedno sit, nisi vedno prespan in vsi ti izzivi pridejo preprosto na plano. Morajo, zato ker če kdaj, pol pridejo v takih okoliščinah, a ne. Po drugi strani si pa vsi predstavljamo, da na potovanju bo pa vse lepo, to bo pa vse čudovito, pustili bomo službo, za sabo, vsakodnevne skrbi, pa se potem izkaže, da pa pridejo v bistvu neka druga trenja, ki morda niso povezana s tem našim vsakdanom, ampak so pa ravno tako nekje globoko, zasidrana. Koliko tega opažaš in kako v bistvu to na neki način naslavljati ali pa kako se psihično pripraviti, da čim bolj spustiš, pa da je tega čim manj? Ja, jaz sicer s tem nimam težav, ker imam ogromno izkušenj in grem, bom rekel, Ti osebno, ne? osebno, grem pripravljen na potovanja, opažam pa pri veliki večini sopotnikov, da tempo pač življenja doma je hud, ne. In zelo težko je, bom rekel, se pripraviti na potovanje, ne. Delamo do zadnjega, maili, sporočila nas lovijo še med potjo. In ta odklop je težko narediti in vsi grejo pa s tem mindsetom, saj ko bom tam, bom odklopil, ne. Ne boš, rabil boš 3-4 dni, ne. Tako da bom rekel, meni je škoda, ker potovanja so dandanes investicija, ne moremo mimo tega, tudi finančna. In ti nekam greš, kjer boš 2 tedna v povprečju, in potem, bom rekel, iz teh razlogov, ki sem jih prej omenjal, 5 dni, ne bom rekel, da vržeš proč, ne, ampak jih res neoptimalno izkoristiš, zato ker si pač si šel nepripravljen na potovanje, no, v smislu si saj ne rečem, da je lahko. Marsikdo, ki je pač, bom rekel, ali podjetnik ali v službi tako našponan, nimaš izbire, ne. Pač mogel boš, da greš lahko, pa še okolje te tako gleda, ne. Ti greš zdaj na dopust, ne greš na dopust, ne. Greš nekam, ker se boš vozil 14 ur v letalu, 5 ur s čolnom, 3 ure z avtobusom, ne. In če prideš tja, bom rekel, izčrpan, je potem velika možnost, da potovanje vsaj v tem začetnem delu mogoče res ne bo optimalno, kot bi lahko bilo, ne. Majčkeno si, se prej dotaknil, ti čisto nezavedno si omenil, da ti stvari ostanejo v spominu. Koliko mi danes sploh še potujemo zato, da nam stvari ostanejo v spominu? Koliko pa ljudje potujejo zato, da imajo, fotografije, spomine nekje zabeležene, da jih lahko postajo na družbena omrežja? Ja, jaz sem začel recimo potovati, no, to so bili drugi časi, prav zaradi spominov. Ugotovil sem v bistvu, da so bila vsa potovanja, ki smo jih imeli skupna z družino, neki mejniki za nas. Nečesa sem se spomnil, je bilo povezano s potovanji, ker nismo v nekem rutinskem okolju domačem. Ne vem, ali je Filip začel plavati tam na Maldivih, pa je to bilo to potovanje, ali je Jakob prvič z masko na Borneu pod vodo gledal, tako. In v bistvu takrat so mi tile spomini res bili ena taka, res, res pomembna stvar. Mislim, da so še vedno. In ne smemo biti preveč, bom rekel, krivični tudi do posnetkov, ker posnetki nam shranijo te spomine, ne. Mi nimamo pač ne, ko se staraš in tako naprej, se ne moreš spomniti vseh nekih detajlov, in to je dobro, da je na fotografiji ali pa na nekem posnetku. Je pa res, dandanes v tej instantni družbi ne hočemo to neko gratifikacijo hitro in kako bi nam mogoče zavidali drugi oziroma ko bi se radi pohvalili, kje smo, in to vse gre takoj in isti dan ali pa še v roku pol ure gre na splet in potem vse skupaj malo izgleda tako, ampak je še vedno tako romantično. Mislim in upam, da to ni prevladalo, da v bistvu ti spomini ostanejo in da so ena stvar, zaradi katerih se ljudje vračajo. Ne zato, da bojo imeli 3-4 objave, ki bojo performale dobro na družbenih omrežjih, ampak zato, da predvsem kot družina s svojimi otroki, otroci grejo, imaš nekaj omejenih let na voljo z njimi in moraš iz nekega udobja, moraš iz neke rutine, če hočeš, da bo nekaj ostalo, nekaj skupnega. Torej bi v bistvu rekel, da je ta element širjenja obzorij še vedno prevlada nad hvaljenjem: "Glejte, kje smo bili in kako smo se fino imeli." Ja, absolutno. Še posebej, kar se otrok tiče, nekaj res največ, kar jim lahko damo, in da razširimo obzorja v smislu,
da danes te stvari, ki jih mi v razvitem svetu imamo, niso samoumevne in to vidijo pač iz prve roke. Tekoča voda, odpreš pipo, imaš vodo za piti. Nobene držav, kjer mi potujemo, države tretjega sveta, tega ni, da odprejo pipo in lahko pijejo vodo. Jo morajo prekuhati, jo morajo pač, saj mi ne moremo njihove vode piti, recimo, ker je oporečna in tako naprej. In otroci, ko to vidijo, si razširijo ta obzorja in to je ena taka velika stvar, ki jo lahko damo. Njim in sebi absolutno tudi, ne. Še o enem paradoksu sem želela spregovoriti, a ne. Jaz mislim, da smo res kar vsi tako naštimani, da iščemo kraje, ki niso tako zelo turistični. Torej, motijo nas so turisti na destinacijah, kamor potujemo. Po drugi strani, pa mnogi od nas, nam paše, da so nastanitve, kvalitetne, da so prilagojene nekemu našemu okusu, da ohranjajo neki standard, a ne. Ampak vendarle je pravzaprav to mogoče samo, če je dovolj turistov, ke to, koristi. V nasprotnem primeru je zelo težko vzdrževati neke kapacitete, ki so primerne za nas ali pa ki so nam všeč, zato da bomo tam sami in da ne bo nikjer nobenega. Hočem povedati, da a pričakujemo malo preveč. Mi bi radi vse, hkrati bi radi, da je tudi malo cenovno relativno ugodno, a ne. Hkrati pa smo za to pripravljeni dati neko samo omejeno, recimo časa, sredstev in tako naprej. A opažaš ta paradoks? Ja, opažam, absolutno. Absolutno, to je en velik izziv, ne, ke se pač, povezan malo s tem, ke sva prej govorila o pričakovanjih. Dobro si ga izpostavila. Se pravi, ne obstajajo kraji, ni jih več, ali pa obstajajo zelo za kratek čas, ke bi odkljukali vse to, da bomo in sami in da so Udobni, udobno, da skrajno. bo in da bo pač, vse to, kar rabimo, da pa ne bo drugih. Ker če je tako, tudi tisti, ki to ima, se pravi, to je nekdo, ki ima neko podjetje, se z nečim ukvarja, od nečesa živi, in ko je to popularno, bo hotel to razširiti. In pol se pač dogaja, da meni se dogaja ta minljivost, no. Mogoče celo zaradi tega malo preveč begam, v smislu, ke se mi zdi, neka destinacija se je preveč spremenila, tudi mikrodestinacija, tudi neki lodž ali pa neka plaža, nekaj. In potem iščem tisto, kot je bila prej, ne. To je pa veliko težje in se moramo veliko bolj odreči drugim stvarem, dlje moramo potovati predvsem, globlje recimo v divjino, več plačati. Nekateri so se pozicionirali, če želiš ti neko odmaknjenost, samoto in udobje, je to upmarket, tako da Ja, saj logično. logično. Ker v nasprotnem primeru to ne bi bilo finančno, Ni vzdržno, po vzdržno. ekonomskih načelih ni Tako. vzdržno, ne. Ampak, ja, ljudje, ki se v to ne poglabljajo, se pravi, niso v tej industriji, v tem biznisu, kot sem sam recimo zdaj, ne, to ne gledajo s temi očmi, ne. Gledajo pač, hočemo vse to tako, ne. Preveč ljudi, ni tega, je ono, ali pa ne vem, ja, skupne kopalnice, mi bi imeli privat, ja, v redu, vse v redu, samo če bo to pol, na eni taki ravni, bo ali dražje ali bolj popularno in tako, kot si pač ugotovila, ne. Žal se izključujejo te stvari, ne. Tudi recimo nekaj, kar jaz opažam, a ne, saj res je vse že zelo dostopno. Torej letalske karte so relativno dostopne, dejansko lahko potuješ v praktično vse dele sveta. Ampak vendarle je kar nekaj destinacij, do katerih je priti relativno naporno. Zato, ker je treba kombinirati denimo različna prevozna sredstva ali pa že več letal kombinirati, tudi to je naporno, ali pa zato, ker je treba, potem, ne vem, kombinirati, kopensko pot pa, ne vem, plovila. In, na koncu je to nujno povezano z utrujenostjo, s tem, da se preprosto ne moreš počutiti in sploh in da preprosto, ko prideš tja, zaradi utrujenosti, zaradi možganskih povezav, ki so drugačne, kot so bile, ko si ti od doma razmišljal, kako bo to čudovito, kažejo neko drugo sliko, a ne. Kaj narediš ali pa kako v bistvu naslavljaš vnaprej te situacije, da bi ljudem dopovedali, da v resnici je potovati zelo, zelo, zelo naporno? Ja, to je pač potrebno narediti domačo nalogo, prav na moji strani, na naši strani, da se to pač predvidi iz izkušenj,
da ne pretiravamo z distancami, da ne pretiravamo z aktivnostmi, da poskušamo razmišljati o hrani, o počitku, o spanju. Ampak kot sva prej ugotovila, imamo tule ta paradoks oziroma to, da se te stvari, bom rekel, nujno več nečesa pomeni manj drugega, ne. Če se nam ne bo toliko potovalo, bomo ostali nekje, kjer nas bo več, kjer je mogoče malo manj eksotično, kjer je malo manj posebno, ne. In vse te stvari je treba dati na tehtnico, ne. In dandanes recimo, kot si omenila, v bistvu vsi doma lepo lahko tudi planiramo sami, zelo je dostopno, imamo umetno inteligenco, ke veliko ve o destinacijah in kako do tja priti, in se nam vse zdi tako jasno vnaprej, ne. Se je treba zavedati, da govorimo o nekih detajlih, ne. Kot sem že omenil, so potovanja pač neka investicija, nekam gremo, česar smo se veselili mesece, pripravljali na to mesece, vložili veliko denarja v to, in zdaj je treba pač to poskušati narediti, da bo čim bolj popolno, ne. Če je to na 80%, je škoda, ne. Na 80% se potovanja da splanirati in organizirati zelo enostavno dandanes, kot sem omenil. Od tukaj pa do 100% je pa težje, ne, in med teh 20% se skriva milijon teh detajlov. Točno to, kar si omenjala, kako bi pač stvari naredili, da bodo vzdržne, in to vzdržne recimo v naših primerih, ko veliko potujejo tudi družine z nami, vzdržne za vse člane družine. Kako najti aktivnosti, ki so pač, ja, primerne za vse, ne, se pravi tudi tako za otroke kot za odrasle, ne. In saj pravim, v teh 20% je potem cela znanost in s tem se največ ukvarjam recimo, ne. Kako to izpopolniti.